A ste opazili, da to sezono je prvič manj isekajev? Meni je res, ker ne dovolj gledaš, Beast-Tamer, imaš To je res. eno neko To je res. Okay, manj isekaj. Ja, ko se je običajno, ne? Ker zdi se mi, da je v zadnjih 2 ali 3 letih je bil pač razcvet isekajev, nenormalen, ne? Mogoče, ne? Od Sword Art Online naprej se mi zdi, je sploh isekaj. to je bil nekako začetek teh otherworldly Ja, to pa je. animejev, ne? In zdi se mi, da je, ne vem, v zadnjih sezonah je bil pač že convoluted prenasičenost teh animejev, ne? Preprosto isekaj, vsaka druga naslov je isekaj. Sama bomo govorili o enem naslovu, isekaj naslov. Ne samo prvo, zakaj so sploh isekaja, to razumete? Zakaj so tako hudo prenasičeni, tako hudo slabe zgodbe? Ker je dobesedno algoritem nastal iz tega. Če vsi isekaji nastanejo iz Let's Be Novelist, ena japonska spletna stran, ko lahko čisto vsak objavi svojo zgodbo. In Web noveli. Ja, web noveli. In tam so začeli, tako YouTube, so ljudje pogruntali algoritem, kaj je popularno, kaj bojo ljudje gledali in kaj bo lahko potem publishali, pa dobili denar. I was reborn into another world as a... In tako so prišli do Daljši kot je naslov, večjo imaš možnost. Majder, Ja. Assassin, vse možne finte imaš, ampak Vsi so na podobno forijo, ja. ampak so pa vseeno Ja. zanimivi. Pač najdeš kakšne diamante noter. Ja, ampak In kaman, en diamant, ki smo ga dobili lansko leto? A je bil lansko leto? Je bil Mushoku Tensei. Mushoku Tensei je 2014. Anime. Anime. Ne, anime. Ok, anime pa je Ker prišel. šele ko je Okay, prišel anime ven, Če se meni vse spoznal, ja, se spoznal s tem, ne. Ja. Ja, Mushoku, let's go. ja. Okay, Best of the best. jaz si ne bi rekel isekaj fan, ampak Mushoku Tensei je eden tistih, Ja. kjer če spremljate anime samo zaradi zgodbe, animacije, za vsakega je nekaj noter. Pač. Zaradi vsega, Ja. lahko ima čist vse. Pač anime še ni tega pokazal, novela je, novela. Ja, light novel, tako, če komorkoli je všeč anime, Mushoku Tensei. Light novel je še boljši, ker imaš več internega dialoga glavnega karakterja, Rudija. Pa ne samo Zelo dobro podlago ima. Ne? Ja. pač razumemo, o čem zdaj govorimo. Mushoku Tensei, light novel, je art piece, Ja. the master form of writing. Like, seriously, jaz si kupujem novele, jaz imam 1000 novel doma iz različnih zgodb, vse sem prebral, vem, kaj je dobra pisava, vem, kaj je slaba pisava. In Mushoku Tensei, on enostavno teče. Prav verjameš, čisto vsako besedo, ko reče, čisto vsaki element, ki se zgodi, je preštudiran. Nekaj, kar se je v drugi knjigi zgodilo, se potem pojavi v 14. knjigi. Nekaj, kaj je bil samo side character v 7. knjigi, v 8. knjigi postal neki večji in čisto vsaka beseda napisana v noveli, guys. Bi rekel, da vsak ark dejansko stopnjuje dejansko kvaliteto. Power leveli grejo tako daleč. Like, oh my god, this is world building 101. Če že anime nekaj dokaza, je tisto, da pač greš v drugi kraj in govorijo drugi jezik. Druge rase govorijo drugi jezik in prav vidiš tisto. Za anime so prav izumili. Ja, nove jezike. Druge jezike, ne. Ker v light noveli je pač pisalo samo, pač, da drugi jezik uporabljajo. Kaj pa potem v animeju, ko si mogel muziko, ko si mogel glas, ko si mogel vse narediti. Potem še dodatno. Pač dejansko rasteš. To ima efekt, da je bil isekajan, da je bil v drugi plac spravljen in ima zgodbo, zakaj je bil, to se veliko kasneje ugotovi. Ima svoj element tudi. Pač tudi, hočem to reči, da rastemo z njim. On je v enem malem villageu in potem je šel v sosednji. Ja, mislim, da me je to najbolj impresioniralo, ker do takrat sem bil pač navajen, isekaj, jaz sem ena oseba, ki pride kot loser iz overfashion, jaz sem najboljši v tem svetu. Tukaj je dejansko začel kot neka preprosta oseba, ampak tudi, ko so moči... Pazi, mislim, kar je meni najbolj všeč, večina isekajev, pač imaš nekega normalnega človeka,
v našem svetu, ki potem pač pride tja in je, Tukaj pa rastemo v bistvu z njim. Alfa in omega, se v bistvu, če že gledaš za standarde našega sveta, je na nek način alfa in omega, pač je tako ultra smart, ultra skilled at something, ne. Medtem ko Rudy v našem svetu, Rudy, fat-ass, loser, kako je... On je flawed character. Pač ko, ne vem, koliko je star, ali je 30 let, ali je 40. Mislim, da je med 30 in 40. 30-40 let, ko starši ga preživljajo. Ne samo to, ne. Začne se zgodba tak, da si ga meče na roko na pogrebu svojih staršev. Tako da je on zapadel v življenju. Ne, to je tudi v animeju. Ne, to je tudi v animeju. Flashback je v animeju. Direktor je šel brati vse novele Mushokuja in mu je tako hudo bilo neverjetno, da je svojo ekipo ustvaril, svoj studio ustvaril, da je šel narediti anime. In anime ima cinematografijo, ima glasbo, ima barve, vse tako hudo dodelano, da ta anime ima flavor, ki ga noben isekaj nima preprosto. Pa nič ne omelo. Ampak to je, mislim, to je, kar je privlačno, no, v tej zgodbi. Imaš loserja v našem svetu, se pravi, kot smo rekli, enega fat-ass otakuja, ki tako nima službe, skipa ta funeral, točno to greb svojih staršev, zato da lahko jack offa na nek visual novel. In seveda, kako on sploh pride v naš svet, je tako, da pač udreta v ta njegov plec, v njegovo sobo. Bratje, uncle in everybody, vidijo, kaj dela. Vidijo, kaj dela, ga vržejo v njeni stanovanje in on pač išče. Noveli je ful dobro povedal, zmatran, ne ve, kaj naj zdaj začne, zakaj komaj zdaj začel razmišljati. Prav začel je razmišljati o svojem življenju v tistem momentu, ko je padel na nič točko. In potem pa službo, basically, v držju. Išče službe, ampak razmišlja, kako lahko. Razmišlja, in potem pa pač hodi malo, ni vedel, ali bo zdaj na cesti ostal, kak je, vidi otroke, ki se tam nekaj prepirajo, enkrat prije Truck-kun, always has to be Truck-kun, ki ne opazijo, in potem voče jih. Se prav zaleti, ne, mislim tako, v smeri. V noveli je prav napisano, kak se je v njega zabilo in ga premetavalo po cesti in ga njegov fat rešil, da ni umrl. In potem pa samo prije še trak, pa ga stisne v steno in samo nekaj, I was dead. V glavnem, on se potem zbudi kot dojenček. Mi dejansko začnemo zgodbo z njim, ko se rodi, in dejansko ampak ne sledimo njegovi zgodbi iz, jaz sem se rodil in zdaj sem najmočnejši vitez, karkoli, na Marsu, whatever, ampak dejansko sledimo njegovi zgodbi, ko raste in skuša uriti svoje moči. Tako, je sicer talented, pač ko je nadpovprečen, ampak kar je... Ampak definitivno, ampak veš, ne, ampak tako, ni privlačno ta progression ali pa power fantasy. Razumi, kar je, on ima Laplace expert. Pač noben drugi ne razumel, vem, element, ki mu pomaga in ni dobo on iz našega sveta. Mislim, že to ni dobo iz našega sveta, ampak pač v tem svetu je še vedno nadpovprečen. V tem smislu. Ampak, to ne pomeni, da ne trenira. That's not the point. To ni, kar naredi ta karakter privlačnega. Ne? Kar naredi njegov karakter privlačnega, je ravno ta baggage, ki ga je prinesel z prejšnjega sveta. Točno ta. On je imel že v prvi sezoni se ubada s tem social anxietyjem, ki ga je imel kot nek shut-in. On je bil shut-in tam, ko je prišel v ta svet, še vedno bil shut-in. Še vedno shut-in. To ne moreš samo si zamisliti in rešiti. And he was actually like a pretty egotistical person. Imel je pač ta ego. Dejansko to ni nek protagonist, ki bi si želel biti. You don't want to be that person. Ampak ta njegov character growth čez vse sezone, čez vse volume je... Character growth, like dejanski growth. Mi ga vidimo enoletnega, dvoletnega, 5-letnega, 7-letnega in greš skozi zgodbo. Ko ljudje potujejo, to je srednjeveški svet. Ko oni potujejo leta hodijo.
iz enega lokacije do druge lokacije. To je nenormalno, kako je to neverjetno. In ne raste kot običajna oseba, ker tudi, ko pride v puberteto, eno so prvinski nagoni, ampak drugo je pa pač ta njegova osebnost iz prejšnjega sveta in ga nekako limitira. Se pravi, še vedno se podredi določenim pač težnjam, ampak po drugi strani pa pač zadelati limite. Ja in ne. Zaradi tega, ker je Muško ful dobro zavzame, da svet ima magic. Svet ima sword skills. Like sword skills je to, da lahko auro v svoje telo nekako dareš, še se jaz sam razumem. Yeah. In je Civilization sam tudi tretira to drugače. Kako bi to obrazložil? Pač ful je dodelalo, da vsak element tuj preide v svet. In ljudje razmišljajo na drugačen način, ne razmišljajo na naš način iz našega sveta. In pa je ta dichotomy od ki iz našega sveta in iz tega sveta poskuša. Skušamo združiti to. In čisto se fejla, in prav vidimo njegovo zgodbo, kako je fejla vse, ampak ko pa drugi vidijo, wow, kako si pa ti uspel, ampak ne, mi smo videli, kaj naredil narobe, ampak je imel srečno roko vzadi. In je pač, išče se, pa mu uspeva, pa vseeno mu ne uspeva, ampak življenjsko, prav človek, ki živi, je. Ja,